Luka je v svojem testu Renaulta Scenica povedal, pa smo jo dosegli, 500 namreč. Torej, električni avto, ki tudi v praksi, ne samo prek podatka VLTP, dosega prek 500 km. No, Luka se je pri svoji trditvi nanašal na podatke z našega testnega kroga, no jaz pa zdaj njegovi trditvi pritrjujem z izkušnjami iz potovanja po deželi Chiantia, po Toskani. No, tudi moja zgodba bo imela en ampak po črto potegnjeno pa vseeno lahko rečem, da je izkušnja s tem električnim avtomobilom bila izredno pozitivna. Pa ne samo zaradi avtomobila, ampak tudi zaradi električne infrastrukture v Italiji. Glede na mojo izkušnjo bi nam Italijani morali biti vzor. Moja družina tega Scenica ni uspela do konca obtežiti, pa čeprav imam 3 otroke in imeli smo poln prtljažnik. Ostalo pa nam je še za okoli 100 kg. Ta Scenica ima namreč nosilnost 599 kg. Ampak vseeno se lahko strinjamo, da smo avtomobil kar primerno obtežili, da lahko ocenim, da se ta avtomobil tudi takrat, kadar je obtežen, zelo lahkotno pelje. In lahkotnost je tista posebnost tega avtomobila, namreč pri električnih avtomobilih vemo, da so dostikrat zelo težaški in da recimo po cesti včasih hočejo kar malce po svoje. No, ta avtomobil je zelo ubogljiv in lahkoten. Pravzaprav je včasih že kar malce francosko mehek in mu je to, da smo ga pač obtežili, kar nekako ustrezalo, da so bile vozne lastnosti potem še kar celo boljše. Kar se same prostornosti tiče, seveda je vsakemu jasno, da mojim 3 otrokom tukaj zadaj ni bilo tako zelo udobno, vendar bi si želeli, da bi Scenic tudi v tej električni verziji bil pravi Scenic, takšne, kakor smo jih poznali nekoč. Se pravi, da bi tukaj zadaj tudi imeli 3 ločene sedeže. To bi bilo zelo dobro. Je pa res, da prav veliko jamranja pa vendarle nisem poslušal. In seveda, kar se tiče prtljažnika, ko greš na kampiranje, prostora seveda ni nikoli dovolj. Je pa res, da pravzaprav smo na koncu kar vse pospravili v ta avtomobil. In ključno vlogo pri tem je odigralo to, da je ta prtljažnik zelo kockast, zelo visok. In ko smo mi to polico pustili doma, smo dejansko te stole za kampiranje lahko kar pospravili v ta avtomobil takole po konci. No in druga stvar, ki nam je pa zelo prav prišla, je pa ta luknja v tem dvojnem dnu. V tem primeru dodam, da bi ta avtomobil moral imeti tisti tako imenovani frank, se pravi prtljažnik za kable v prednjem delu. No, ampak ko smo kable pospravili drugam, smo to luknjo dodobra izkoristili za opremo, za kampiranje. Seveda pa, ker smo ta prtljažnik napolnili do stropa, no takrat pa je prišla zelo prav naslednja funkcija. Ker smo imeli prtljažnik napolnjen do stropa, seveda jaz skozi to vzvratno ogledalo nisem videl nazaj prav nič. Ampak potem sem naredil tole. Ta zaslon, ki mi je dejansko prikazal, kaj se za avtomobilom dogaja. Ampak med vožnjo po tistih toskanskih vinogradih je slika na tistem digitalnem vzvratnem ogledalu postala siva medla, brez kakršnihkoli barv in brez kakršnihkoli kontrastov. Kar nekaj časa je trajalo, preden sem doumel, da je kamera pač umazana. Ampak ko jo boste šli čistiti, ne čistite samo te kamere tukaj spodaj, tale koristi pri parkiranju. Tisto kamero, ki jo morate očistiti, tista kamera se skriva tukajle gor na vrhu in očistite je lahko že kar s tem brisalcem. Pred samim potovanjem sem bil rahlo skeptičen glede tega panoramskega stekla tukaj nad glavami. Skrbelo me je, da bo tukaj v kabini preveč pripekalo. Ampak roko na srce, ta elektrokromatska zatemnitev tega stekla pravzaprav izredno dobro deluje. In tudi takrat, ko je sonce fejst pripekalo, smo imeli tukaj notri pravzaprav tako izredno lepo, mehko, difuzno svetlobo, takšno za fotografiranje. No in pa še eno stvar smo ugotovili, sonce skozi to steklo izgleda vselej oranžne barve.
Ampak tukaj pa imam eno močno kritiko. Namreč prezračevanje, klimatiziranje tega avtomobila. Tukaj spredaj so bila žena v ledenici, zadaj pa moji otroci niso imeli dovolj zraka. Renault, glede na to, da je to družinski avtomobil, to pa res morate popraviti. No, glavni minus tega senika pa se kakor zadevajo teh poklopnih kljuk. Seveda izgledajo lepo, ko so tako nekako zlite z karoserijo in seveda vplivajo tudi na samo aerodinamiko. Ampak problem pa je, na takšno potovanje, ko greš velikokrat notri ven, pa se ustaviš zato, da boš nekaj fotografiral, pa dejansko nočeš, da se bo avtomobil zaklenil. No, redno se nam je dogajalo, da je ta avtomobil poklapljal te kljuke tudi takrat, kadar mi tega nismo želeli. To na koncu je nadležno. Torej, Renault, predlagam, da kljuke poklopite šele takrat, ko z avtomobilom dosežemo hitrost, recimo 5 ali pa 10 km/h, ne pa na mestu. Gremo torej zdaj na ta doseg. No, ko sem baterijo do konca napolnil do 100%, je potovalni računalnik kazal podatek 534 km. No, seveda, tudi jaz tega podatka nisem šel zares preverjati, zato ker sem preprosto izkoriščal dobro pripravljenost Italije na elektromobilnost. Namreč posebnost te poti je bila v tem, da jaz se zaradi polnilne infrastrukture, zaradi samega polnjenja nisem potreboval prav nič prilagajati avtomobilu. Dejansko smo avtomobil priložnost napolnili vsakič takrat, ko smo se pač ustavili zaradi drugih potreb. Seveda na poti tja v Toskano zaradi tega, ker sem potreboval tisti espresso, potem pa, ko smo pohajkovali po tistih čudovitih toskanskih vasicah, smo dejansko polnili kar na tistem parkirišču pred glavno znamenitostjo. In tudi, ko smo šli v trgovino, pred vsako tako večjo trgovino je hitra polnilnica, torej se avtomobil napolni medtem, ko smo mi polnili nakupovalni voziček. In v tem vidim, da je italijanska infrastruktura boljša od slovenske, zato ker te polnilnice smo našli pravzaprav v vsaki najmanjši vasici in pa tudi te polnilnice niso bile pred kakšno občinsko stavbo, ampak tam, kjer dejansko se mi z avtomobili tudi ustavljamo. A mimogrede, Petrolove kartice ne sprejemajo prav nikjer, gremo na elektriko, pa je bila zaželena praktično na vsaki polnilnici. Večinoma smo polnili na NLX in pa Free2X polnilnicah. Pohvaliti pa moramo tudi to, da so vse te polnilnice dejansko zagotavljale polnjenje s tisto hitrostjo, ki je bila nekako na polnilnici napisana. No pa poglejmo zdaj še podatke. Skupno smo prevozili 1519 km in porabili smo 302 kWh, kar pomeni, da smo imeli skupno porabo 19,2 kWh na 100 km. To pomeni, da bi ta 87 kWh velika baterija zadostovala za 453 km. In seveda boste rekli, to pa ni tistih obljubljenih 500 km, o katerih govorimo, ampak vendarle je treba upoštevati, da smo prevozili kar 68,7% po avtocesti in pa da smo seveda imeli avtomobil polno obtežen. Tako da menimo, da s takšnim dosegom pa se kar lepo da shajati. In zdaj skupen strošek za teh 300 kWh je bil na koncu 211 €. Presenetila me je majhna razlika med ceno počasnega in pa hitrega polnjenja. Ponavadi so bile cene med 0,72 do 0,91. Na primerjavo, cena bencina v Toskani pa je bila vselej 1,7 €. In zdaj, če bi ta avtomobil imel bencinski motor, bi verjetno imel porabo tam okoli 7 litrov na takšni poti. To bi pomenilo, da bi mi na taki poti porabili okoli 110 litrov bencina in bi po tej ceni plačali 187 €. No, roko na srce, jaz sem pričakoval, da bo ta primerjava benzin-elektrika še bolj v korist bencina. Meni se zdi že 30 € več za strošek elektrike. Zelo, zelo dober podatek in
vsekakor voda na mlin elektromobilnosti. Seveda pa bi se dalo verjetno ta strošek električne energije tudi seveda znižati, ampak na račun našega udobja. Mi smo pač polnili tam, kjer je bilo to priročno. Nismo se trudili, da bi poiskali najcenejše opcije. Torej, če povzamem, izkušnja z tega potovanja z električnim avtomobilom po Toskani je bila pod črto potegnjeno izredno pozitivna. In vsekakor mi nekako dokazuje, da je pravzaprav infrastruktura tista, ki je ključna pri električnih avtomobilih. In upam si trditi, da če bi bila infrastruktura boljša v Sloveniji, bi tudi v Sloveniji elektromobilnost šla bistveno hitreje navzgor. Ker v resnici avtomobili so že pripravljeni, vse ostalo še ni.